Dobar dan vsem. Poglejmo poseben primer vektorske vsote, kjer vektorja, to je poseben primer, ampak je zelo važen, kjer vektorja sta med sabo vzporedna. Torej, na splošno se rabi pravilo paralelograma, zato da dobimo grafično vsoto dveh vektorjev. Poglejmo pa, kaj se zgodi, če vektorja sta med sabo, torej imata isto smer, primer, ko imata tudi isto usmerjenost ali nasprotno usmerjenost. Sedaj, tukaj bi lahko tudi razmišljali s paralelogramom. Ta primer je, ko ta kot gre na nič. Ta dolžina enaka tej dolžini, ki se postavi sem in tukaj vektorska vsota se postavi sem. In torej vidite, da dolžina te vektorske vsote je prav vsota dolžin od vektorjev A in B. To je vektorska vsota, ampak kot dolžino ali kot modul ima prav vsoto modulov od A in B, vsoto dolžin. Bi lahko tudi razmislili drugače, če A in B so sile, ki sta sili, ki vlečeta neko telo, če vlečeta v isto smer z isto usmerjenostjo, si med njun učinek se sešteje, je jasno to. Sedaj, če pa grejo v nasprotno usmerjenost, vidimo, da tukaj, če bi bile sile, ta B zaustavlja A, mu gre nasproti. Tukaj je precej jasno, da vektorska vsota, ki bo še zmeraj kot operacija vektorska vsota, ima kot dolžino, kot modul, razliko dolžin ali modulov od A in B. To bo še zmeraj ena vektorska vsota. Ja, dolžina tega je dolžina od A minus dolžina od B. Ja, tako. Vse to se precej rabi pri določenih vajah, kjer imamo, na primer, sile, ki grejo torej v isto smer, z isto usmerjenostjo ali pa nasprotno. To se večkrat rabi. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.